Dober večer. Nocoj se bodo soočili kandidati za župana mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni. Dve kandidatki in štirje kandidati bodo povedali, kako si predstavljajo razvoj mestne občine, ki jo je dolga leta zaznamovalo upadanje števila prebivalcev, zdaj pa so se krivulje le obrnile navzgor. Poglejmo podatke. Mestna občina Velenje je s 84 kvadratnimi kilometri površine na 83. mestu v državi. Po številu prebivalcev pa se uvršča na 8. mesto. Občina je z dobrimi 33.500 prebivalci med najgosteje naseljenimi v Sloveniji. Povprečna neto plača je znašala lani 1160 evrov, kar je 110 evrov manj od slovenske povprečne plače. Po koeficientu razvitosti je občina upravičena do 70% sofinanciranja naložb iz državnega proračuna. Ja, takšna je torej statistika mesta, v katerem želite županovati. Lidija Šolinc, prihajate iz državljanskega gibanja Resnica. Po izobrazbi ste organizatorka socialne mreže in ste samostojna podjetnica. V programu poudarjate, da je skrb za sočloveka zelo pomembna. Kaj lahko tu stori županja? Absolutno. Dober večer vsem skupaj najprej. Dejstvo je, da je treba kot župan, moraš biti glas čisto vsakega posameznika, se pravi tudi tistega z roba družbe. Sama kot predstavnica stranke Resnica pa v zadnjem času tudi v 2 letih poznamo, da se nam je zgodila situacija, kakršna se nam je, da smo največkrat opozarjali ravno na te zadeve, ki se dogajajo vsem skupinam ljudi. Tako da tukaj jaz vidim veliko stvari, ki se dajo narediti dobro vseh nas. In tega se bom posluževala jaz kot županja. Gospod Benjamin Strozek iz stranke Dobra država, ste samostojni podjetnik, diplomirani inženir tehnologije polimerov, kandidirate drugič. Zakaj menite, da vam bo šlo tokrat bolje? Lep dober večer. Kandidiram pravzaprav drugič, ker sem na nadomestnih volitvah se odločil, da bom kandidiral. Sedaj pa na rednih volitvah kandidiram prvič. Kandidiram zaradi tega, ker sem že od nekdaj Velenjčan in opažam, da je lahko v Velenju kaj spremenimo. Skratka, sprememba na bolje. V Velenju ni vse slabo, ampak mislim, da bi lahko s svojim znanjem in svojim prispevkom usmeril to krivuljo tudi še bolj navzgor, da bi bilo Velenje še lepše mesto in še bolj kvalitetno za bivanje. Podpira me stranka Dobra država, na kateri sem tudi član te stranke že kar en čas, in mislim, da v Velenju je treba narediti spremembo in spremembo na bolje. Peter Dermol, predlaga vas SD in skupina volivcev. Po izobrazbi ste diplomirani inženir elektrotehnike. Kot župan ste občino vodili 2 leti, imeli smo nadomestne volitve. V svojem programu in tudi sicer omenjate srčnost. Kaj točno mislite s tem? Velenje je najprej prijazen dober večer, seveda vsem skupaj, ampak Velenje je srčno mesto. Mesto, ki je v preteklosti pokazalo, da zna stopiti skupaj, takrat, ko je to potrebno. In to srčnost sem živel tudi zadnje 2 leti kot župan mestne občine Velenje, ker nisem nikoli puščal posameznikov ali pa ranljivih skupin ljudi za sabo. In se mi zdi, da je srčnost pravzaprav temeljni pogoj za družbeno solidarnost, ki je v vsakem okolju potrebna. Svojemu sloganu sem pa poleg srčnosti dodal tudi energijo, s katero pa želim povedati jasno in glasno, da imam željo, da imam energijo spreminjati stvari na bolje, tako kot sem počel v zadnjih 2 let, si želim tudi v prihodnje. Dr. Milan Medved, predlaga vas skupina volivcev, ste upokojenec in višji predavatelj fakultete za energetiko. Po odhodu z mesta direktorja premogovnika vas nekako 7 let ni bilo opaziti v javnosti, vaša kandidatura je zato dvignila kar nekaj obrvi. Zakaj si želite postati župan? Dober večer vsem skupaj. Župan bi rad postal zato, ker mesto Velenje stagnira na številnih področjih in je treba ta trend spremeniti. Poleg tega so pa postale razmere v velenjski občini za tiste, ki niso člani stranke SD, praktično nevzdržne. Danes več šteje pripadnost eni določeni opciji, kot pa sposobnost ljudi pripravljeno za delo. In zato sem se odločil, da podprem te aktivnosti in da skupaj spremenimo razmere v Velenju na bolje. Lidija Črnko, Gibanje Svoboda, ste specialistka andragogike. Kar nekaj časa so vas prepričevali, da stopite v ta boj in v javnost. Kje bi lahko pomagali pri razvoju mesta kot županja? Dober večer. Ja, res je. Preden se odločiš za tako funkcijo oziroma za kandidaturo, premisliš vse.
narediš en rezime celega svojega življenja in še premisliš, kaj boš počel v prihodnosti. Ko gledaš, kje točno pa si v tem trenutku, ugotoviš, da s tem nisi zadovoljen, se pravi, želiš si spremembe, želiš nekaj na novo in želiš na nek način aktivno pripomoč temu, da se stvari izboljšajo. In jaz sem pač se odločila, da pomagam, kolikor lahko. Konec koncev imam nekaj znanja tudi iz pedagogike, andragogike, tukaj gre predvsem z delo z ljudmi in se mi zdi, da lahko pomagam. Gospod Jože Hribar, za vami stoji naše Velenje. Po poklicu ste strojnik, sicer samostojni podjetnik, tudi vi kandidirate drugič. Na enem od soočenju pa ste že dejali, da si pravzaprav sploh ne želite postati župan. Zakaj potem kandidirate? Glejte, dobro večer tudi vam. Sem izjavil, v bistvu županovanje ni tako enostavno, ne. Če pogledamo, zdaj nas je 6 kandidatov v Velenju, recimo, ko je razpis za delovno mesto, nikoli težko dobijo 6 kandidatov, ne, da za nekatere je to privlačna služba, ampak jaz kandidiram ne zato, ker je to lahka služba, ampak zato, ker je težka. Zato sam po sebi nimam želje, ker že sam sem samostojni podjetnik, kot ste omenili sami, in vem, da je to težko, ne. Imam lokal 24 ur, ki obratuje in moram biti 24 ur v pogonu, ne. Dobesedno. Tako, hvala lepa za zdaj. Velenje zaznamuje energetika, od nje so odvisna delovna mesta, saj je na 1200 zaposlenih v tamkajšnjem premogovniku vezanih še okoli 3000 delovnih mest. Zeleno Velenje, mesto prihodnosti, pravični prehod, tako opisujejo z nekaj besedami mesto, ki je pod Velenjskim gradom zraslo iz malega zaselka. Takšna je bila podoba mesta okoli leta 1960 in tako mesto izgleda danes. Skozi leta se je okrepila tovarna Gorenje, zdaj v lasti Kitajcev, ki je sprva zaposlila več ženske delovne sile. Danes je vseh delovno aktivnih nekaj manj kot 20 000, še vedno pa največ v družbah ali malih podjetjih, ki so vezana ali se ukvarjajo z energetiko. Ta delež je v regiji več kot 2%, v Sloveniji pa ima 0,87% deleža. Brezposelnost se znižuje, registriranih je 1278 oseb. Ali jih bo več že kmalu, je razumljiva skrb zaradi napovedanega zapiranja premogovnika do leta 2034. Gre za pravični prehod v drugačno zgodbo. Projekti z področja obnovljivih virov energije, se pravi vzpostavitev nekih fotovoltaičnih oziroma sončnih elektrarn, projekti z področja vodika, vzpostavitev polnilnic, potem projekti z področja predelave plastike, lesene biomase, to so tudi prijavljale večje družbe, kot so Premogovnik in TEŠ. Ustanavlja se Center za pravični prehod. Za regijo je namenjenih 174 milijonov evrov, ki so zagotovljena. Poleg tega računajo še na zakon, ki bo opredeljeval projekte in zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. V zadnjih anketah Zavoda za zaposlovanje podjetja napovedujejo 1867 zaposlitev. Zaenkrat je največ povpraševanja po zidarjih, voznikih težkih tovornjakov, testarjih in poklicih za zdravstveno in socialno oskrbo na domu. Gospod Hribar, začeli bomo zdaj z vami. Potrebna bodo torej, kot smo slišali, delovna mesta. Kako in kje jih poiskati? Poslušajte, zadeva ni tako alarmantna, kot jo pač prikazujejo. Trenutno delodajalci v Velenju iščejo okoli 3000 delavcev, ki jih ni, ne. Na zavodu ste rekli sami, da jih je okoli 1000, da v bistvu že mi trenutno rabimo 2000 ljudi, ki bi delali zadeve, ki jih imamo že odprta delovna mesta. Tako da ni zadeva toliko alarmantna, kot jo prikazujejo posebej dole v predvolilnem obdobju. Mene okoli tega toliko ne skrbi, no. Mene bolj skrbijo plače. Bi lahko bile višje in več služb za nedoločen čas. Ampak prestrukturiranje vendarle v teku, kje poiskati ta delovna mesta? Veste kaj, vse smo v kapitalistični državi, mislim, da je treba pustiti kapitalu, da ustvarja delovna mesta, ne. To je najlažja pot. Gospa Črnko, kako glasni boste vi pri zagovarjanju razvoja mesta ob tem zelenem prehodu? Pravzaprav bom kar glasna. Zeleni prehod je namreč stvar, ki jo moramo rešiti v naslednjih letih
In v bistvu moramo skrbeti, da jo bomo rešili čim bolj ugodno za vse prebivalce v Šaleški dolini. Imamo vlado, ki je na naši strani, imamo ministre, vsi so nam že obljubili v bistvu podporo, se pravi, treba je skladno z njimi reševati, pisati zakonodajo, ki bo pisana za prebivalce Velenja. No, nekateri si želijo, da bi se ta zeleni prehod tudi podaljšal, ne? Se pravi, da ta letnica ne bi bila takšna, kako vi menite? Stvar letnice se lahko pogovarjamo in kregamo in prepričujemo drug drugega, kaj bi rajš, to gre za bombončke. Ne, glejte, mi smo tej naravi že pokazali, kak odnos smo imeli do nje in zdaj ne samo, da Evropa predpisuje neka pravila, tudi mi vidimo, da moramo poskrbeti sami za sebe. V bistvu ne gre za to, ali bomo imeli leto 32, 33, 55, ali pa sploh ne bomo imeli. Gre za to, da se moramo zavedati, da danes začnemo delati na tem, da bomo enkrat lahko bolj živeli. Danes razmišljati, danes delati, danes biti glasni. Gospod Medved, vi ste morali pred leti oditi iz premogovnika kot direktor. Težak nahrbtnik imate, vam očitajo. Zapustili ste zadolžen premogovnik, manj zaposlenih. Po sodbi ste morali plačati 130 000 evrov odškodnine, ki bi jo je sicer plačala zavarovalnica, ker vi naj ne bi imeli nobenega premoženja. Lahko zdaj sodite o razvoju energetike v dolini in kako vidite vi zdaj to prestrukturiranje? No, to pač prikazujete na takšen način, ne. Slika je pa popolnoma drugačna. Tudi v zvezi s to tožbo, ki sem jo izgubil, v bistvu je bila ta tožba, me obtožuje, da sem naredil korist občini Velenje. Ne, si predstavljate kandidata, ki kandidira za župana občine Velenje, pa je kaznovan zato, ker je naredil korist občini Velenje. Ampak ne glede na to, tule med vsemi temi sem jaz edini, ki ima praktične izkušnje z ustanavljanjem novih delovnih mest. V času mojega vodenja premogovnika smo ustanovili Saša inkubator, takrat je bil premogovnik oziroma PV Invest 60% lastnik. Mi smo se šli odpiranje novih delovnih mest na praktičen način, ne z iluzijami o tem, da bomo do leta 2020 par tisoč novih delovnih mest ustanovili. Postavili smo si cilj, v letu 2008 skupina Premogovnik Velenje bo v 5 letih ustvarjala 30% izven osnovne dejavnosti in to nam je uspelo. V letu 2012 smo dobili za premog 110 milijonov evrov, iz vseh ostalih dejavnosti pa 62, nekaj čez 60 milijonov evrov. In to je ustanavljanje novih delovnih mest. Hvala toliko za zdaj, časa nam je iztekel. Tako, gospod Dermol, je to torej iluzija, kot je on dejal, ne? Vi napovedujete 5000 novih delovnih mest v prihodnjih letih, 1000 naj bi jih prineslo farmacevtsko podjetje, pravite, ste preverili te reference, kakšna delovna mesta naj bi to bila? Da vas popravim, ne da jih napovedujem, mi jih želimo in moramo jih ustvariti znotraj Saša regije. Tukaj gre za delovna mesta, ki so posredno ali neposredno vezana na premogovništvo in mi smo se danes zelo zavestno lotili samega prestrukturiranja, ne glede na to, seveda, kakšna bo na koncu tudi letnica izstopa iz premoga. Jaz pa zagotavljam, da 1000 novih delovnih mest bo ustvarjenih, ampak ne iz tega podjetja, kot ste ga sami navedli, to je povedal sam direktor te družbe, kakšne ima srednjeročne plane znotraj mestne občine Velenje. Zadaj imamo pa kar nekaj investitorjev, ki prihajajo v naše okolje. V naslednjih 2 letih bo zgrajeno 10 poslovnih obratov znotraj poslovne cone Stara vas. Mi bomo to poslovno cono širili, naredili bomo prvo fazo poslovne cone Pesje, zgradili bomo industrijsko-tehnološki inkubator za mlada podjetja in prenovili staro elektrarno v center prihodnosti. To so ta izhodišča, ki jih imamo na tem področju in danes poslovne načrte družb, ki jih imamo in projekte, 35 projektov, prej smo slišali, je na listi, katere sem tudi kot župan podprl. To so projekti gospodarstva, podpirali bomo tudi v prihodnje in skupaj z gospodarstvom imamo tukaj zelo jasne cilje. Gospod Strozak, ali so nova delovna mesta priložnost za male podjetnike, morda sodelovanje pri preoblikovanju tudi daljinskega ogrevanja? Tu so napovedani različni načini. Ja, seveda, ne. Jaz mislim, nova delovna mesta so predvsem priložnost za mala podjetja. V Velenju imamo preko 2500 poslovnih subjektov, od tega je 1000 in več samozaposlenih. Namreč, če občina omogoči teh 1000 samozaposlenim, da zaposlijo samo enega kandidata, mislim, da smo že resli ves problem, kar se tiče premogovnika, ne.
Predvsem je pa to tudi pomembno, da se oslonimo na male podjetnike, srednja podjetja in večja podjetja, ki so. Ne. Namreč v samem premogovniku je trenutno, tako ste sami napovedali, 1200 zaposlenih. Mislim, da HTZ lahko deluje na trgu, PLP in pa še ena firma je zraven, ki pa ima skupaj 60 ljudi zaposlenih. Se pravi, vse skupaj je 1200 delovnih mest bi bilo recimo problematičnih. Vendar pri zapiranju premogovnikov sami vemo, da to morajo sodelovati strokovnjaki, kar pomeni, da bo najmanj v prvi fazi polovica teh delavcev ostala na premogovniku, ker ti to ni zapiranje premogovnika tako trgovine, ko zapreš vrata in greš. Se pravi, ostalo lahko pa zaposlimo pri malih in srednjih podjetjih. Gospa Šolinc, ja, res ne bomo zaprli in šli, ampak vendarle, ali bo Velenje še mesto priložnosti, če se bo vendarle na področju energetike torej toliko spremenilo, zaprlo? Seveda, moramo stremeti k temu, da bo še vedno ostalo mesto priložnosti. Jaz vidim tukaj ogromen potencial tudi v ostalih zadevah, ne vem, predelovalna industrija, od lesne do tudi recimo samo, če pogledamo gradbeništvo, kmetijstvo, zdravstvo, socialno varstvo, imamo nešteto stvari, kamor se bo dalo te ljudi prezaposliti. In kot moj predhodnik prej povedal, dejansko gre v samem premogovniku za tiste delavce, ki delajo v sami jami notrana. Teh pa ni toliko, ko kažejo številke, teh je dejansko 900 in za njih bo pa tako, kot so že rekli prej, je bo pa čas, ko bo rudnik v zapiranju, da bojo v tem času se pač tudi nekateri pokojili, nekateri našli kakšno drugo priložnost in to bo to. Priložnost za gospoda Medveda, repliko ste želeli? Ja, v zadnjih letih se v velenjski občini veliko več daje na imidž, na izgled, kot pa na samo vsebino. Veliko se propagirajo določene stvari, recimo pred par leti je bila podpisana pogodba za hotel na vodi, pa ni o njem ne duha, ne sluha. Pa tudi tale govor o tem fantomskem farmacevtskem gigantu, ki bi ne investiral milijone evrov in tisoče delovnih mest ustanovil. Po mojih informacijah gre za nekoga, ki prepakira prehranske proizvode. To je še daleč od pojma farmacija. Gospod Hribar, vi ste želeli repliko? Ja, jaz sem hotel dati repliko gospoda Medvedo, je rekel, da samo on ustvarja delovna mesta. Ja, ni res, ne, tule smo trije samostojni podjetniki, jaz imam 7 trenutno zaposlenih ljudi, zaposlujete tudi ostala dva in tudi aktualni župan zaposluje verjetno na občini koga, ne, da v bistvu da smo vse 4 zaposlovalci to. Gospod Dermol, pa potem gospod Največ. Ja, jaz bi želel poudariti, 5000 delovnih mest nismo seveda sami izmislili, po ocenah sindikata je celo 8000 delovnih mest takšnih, ki je seveda neposredno ali posredno povezano z premogovnikom in zato seveda je dolžnost župana, da ščiti ta javni interes. In to ne gre samo za delovna mesta, ki bodo na nek način se lahko prezaposlovali rudarji, ampak gre za delovna mesta, ki bodo izginila iz našega okolja. In če izginejo iz našega okolja, to pomeni, da naši otroci, naši zanamci ostanejo brez teh delovnih mest. In imamo Saša inkubator, odlično deluje od leta 2014, ko ga je mestna občina Velenje odkupila, je ustvarila 97 novih podjetij, deluje na 2000 kvadratnih metrih in imamo dobro podporno okolje znotraj gospodarstva. Tako dobro kot z gospodarstvom in obrtniki sodelujemo, lahko rečem, da do danes nimam večjih negativnih izkušenj, je pa vedno tako. Župan je seveda tisti, ki ščiti javni interes, gospodarstveniki so pa tisti, ki ščitijo interese družbe. In tukaj se moramo najti. Gospod Medved je želel, potem pa gospa Šolinc pa Strozak. No, naj rečem, da mi smo se pred več kot 10 leti na premogovniku samoiniciativno lotili tega projekta novih delovnih mest. Sami smo že takrat čutili, predno bi nam kdo naročil, zdaj je pa treba odpirati nova delovna mesta. Naj se pa vseeno opravičim spoštovanemu gospodu Hribarju, nisem bil dovolj precizen. Jaz sem edini, ki imam praktične izkušnje pri ustanavljanju delovnih mest iz prestrukturiranja premogovništva in energetike. To se mi je zdelo pomembno poudariti. Gospa Šolinc. Tako je. Jaz sem pa eno vprašanje za gospoda Dermola. Na enem od prejšnjih soočanj ste izrazili, da zelo dobro sodelujete s vsemi sindikati. Zdaj me pa nekaj zanima. Zdaj smo bili priča gonji proti gospodu Asmiru Bečareviču, nikjer se ni govorilo nič o tem. Podprli so ga res nešteto sindikatov slovenskega, podprli ljudje smo bili na njegovi strani. Vi se pa nekako v tem še vedno niste opredelili. Pa vemo, da gospod Bečarevič ne dela samo lokalno dobro, ampak dela dobro tudi za celo državo, za vse ljudi, za vse delavce. Pa me zanima vaše stališče. Če kar govorite, prosim. Ja, seveda. Jaz sem z gospodom Bečarevičem tudi takoj pravil razgovor, povabil sem ga na razgovor, jaz medijsko tega nisem dajal, ker bi lahko na takšen način seveda nabiral tudi politični
politične točke, pa tega nisem počel. Je pa predvsem, kar sem tudi z gospodom Bečarevičem se dogovoril, da ga vidim kot enega izmed aktivnih udeležencev na področju delovno-pravne zakonodaje. Vem, da zelo dobro obvlada to zakonodajo, da ima ogromno izkušenj, vidim ga kot partnerja v prihodnosti in vsekakor si želim z njim sodelovati. To, kar ima pa s premogovnikom Velenje, je pa danes predvsem seveda sodna pot, ki jo more tako ali drugače razrešiti in seveda pričakujem, da v prihodnosti delavci ali pa zaposleni ne bi bili pod takšnim pritiskom. In tudi zato v okviru Centra za pravičen prehod, ki ga ustanavljamo, bomo organizirali tudi službo, ki se bo ukvarjala z strokovno pomočjo ali pa svetovanjem zaposlenih v naši regiji, zato ker vsi nimajo sindikatov in sindikalnih zaupnikov. Čas se vam je stekel, gospod Rozak, ste se prijavili? Ja, sem se prijavil, seveda. Tu bi seveda povedal to, da 8000 delovnih mest ne mogoče, ker v Velenju imamo 16 000 aktivnih delavcev, da tako rečem, od tega je 14 000 iz Velenja, 2000 jih pa prihajajo iz drugih mest. To je statistika, prosim, lepo, vir je statistika. Naslednje bi vprašal, govorimo, da smo energetska občina, pa to ne, zraven pa občina plačuje energijo HEP-u, se pravi Hrvaško elektroindustriji, HEP. Se pravi, ves dobiček od elektrike, ki gre v tujo državo, kar se meni zdi nedopustno, da lahko občina, ki je v lasti Slovencev, Slovenije, občanov, plačuje tujem distributerju elektriko. Ja, pravzaprav replika gospe Šolinc. Ne vem, če se mi prav zdi, da bi člani sindikata oziroma sindikalisti glavni imeli podporo neke stranke posebne. Se mi zdi, da ni tu levo-desno, da so le nekje drugače, kot pa ste vi za tole zadali. Ja, jaz mislim, da kot lokalna skupnost tukaj gre za naše ljudi. In kdo se bo zavzel za njih, če ne vrh samega našega mesta. Tako da tukaj sem resnično pogrešala. Ampak brez politične podpore. Jaz sem govorila o županu, nisem govorila o stranki. Gospod Hribar, vi ste zmigovali z glavo, da se zagovarjate, vi pravzaprav ne, rudarje premalo so plačani. Tako. Rudarji so zelo premalo plačani. Mislim, da bi se mi mogli o tem pogovarjati, da bi rudarjem dvignali plače, ker tudi v rudniku je premalo rudarjev, z višjimi plačami, z boljšimi pogoji bi jih pritegnili. Bi pa še dodal za te sindikate, vsi vemo, kako delujejo sindikati v Sloveniji, da so vsi politično povezani. Se strinjate s tem? Ja, definitivno, to sem hotela povedati. Ampak hotela sem na plače. Plače v Velenju padajo že ves čas, ne samo na premogovniku. Mi ne govorimo zdaj samo o premogovniku. Lejte, v Velenju so še ljudje, ki niso samo v premogovniku. In te plače padec ni v redu. Se pravi, je treba tukaj malo razmisliti, na kak način vsem dvigniti. Celo gospodarstvo, razvoj v Velenju pada, vse številke v Velenju padajo, razne zadolženosti. Se pravi, je treba tu malo pogledati, kaj se tukaj dogaja. Gospod Dermol želi, pa potem gospod Hribar, prosim. Ja, mogoče samo, gospodarstvo je v letu 2009, mislim, ustvarilo 1,7 milijarde evrov, prometa v letu 2020 2 milijarde, tako da te številke gredo navzgor. Ampak ne glede na to, vse številkami se lahko igramo. Ravno to je poanta. Govorimo o plačah. Jaz, ko sem nastopil mandat župana, sem imel na področju gospodarstva 2 izhodišča. Prvo je, da pomagamo vsem tistim podjetnikom in gospodarstvenikom, ki že delujejo v našem okolju. Ne glede na to, kakšne plače ponujajo, po drugi strani pa v naše okolje privabljati tista podjetja, ki bodo ustvarjali višjo dodano vrednost, da bo lahko više plače dali. In nova podjetja, ki prihajajo, če je danes povprečna dodana vrednost v Sloveniji 53 000 evrov, ta podjetja že danes dosegajo preko 100 000 evrov dodane vrednosti. Hvala lepa, čas. Gospod Hribar, pa potem gospod. Ja, jaz bi dodal okoli plač. Glejte, eno so obljube, eno so dejanja. Jaz sam kot delodajalec sem letos že 2krat dvignil plače, ker je to edina možnost, da dobiš delavce, zveste in delovne. V bistvu to je edini ključ do delavcev, dvigniti plače. In jaz to počnem stalno. Gospod Medved, kolikokrat ste vi dvignili plače? Hvala za to vprašanje, sem ga vesel. Po mojem prihodu na premogovnik Velenje leta 2007 so se plače rudarjev dvignile za 20%,
zato ker so bile prej podcenjene. Jaz pa, ki sem prišel iz holdinga Slovenske elektrarne, pa sem bil zadolžen za poslovanje celotnega sistema, sem vedel, kakšne so razmere in to so bile potem prave plače. Po mojem odhodu se je to spet spremenilo in se strinjam, da so bistveno prenizke. Poudaril bi pa še nekaj, da so bruto plača velenjske občine nekaj čez 1760 evrov. Vse občine so nas prehitele po levi in desni, Trbovlje, Novo mesto, Slovenj Gradec. Lahko bi zdaj naštel številke, ker so uradne, ampak zapomnil sem se pa en podatek. Tudi v občini Šoštanj je bruto plača večja za 85 evrov od velenjske. Tega ni bilo nikoli v zgodovini. Zato pravim, da Velenje nazaduje. Vsi si želimo seveda lepše, boljše plače, tudi zato, da si lahko privoščimo, kar bomo videli sedaj v oglasih. Milka, nežnost je boljšega okusa. Nadaljujemo z zdravstvom. Pomanjkanje družinskih zdravnikov je realnost po vsej državi, v zdravstvenem domu Velenje pa je to še posebej pereča tema. Zdravniki odhajajo v sosednje občine, velik je delež njihovih bolniških odsotnosti. Poglejmo, kaj pravijo občani. Ni v redu, ne. Pacienti so pač prizadeti zaradi tega, ne, ker ne morejo priti na vrsto, čakalne dobe ali ni zdravnika, to slišim, ja. Jaz imam v redu, ne vem, jaz lahko prijem. Jaz ne smem reči, da ne, ker imam. Imamo, da smo zdravnici, tako da nimam problemov. Za druge ne vem, čujem, da jamrajo, da nimajo zdravnike. Moj sin ima zdravnika osebnega. Ne, ni na razpolago, pa že par let. Jaz pa imam zasebnico, koncesionarko. Preveč so zdravniki šli, ne. Pa dosti tudi teh, ko so prišli in tako da šipcerjev, ker praktično morajo imeti prevajalca zraven. Ja, takole je naključno izbrani v anketi Velenjčani. Gospod Strozak, slišimo, zdravniki so dodatno obremenjeni tudi s komunikacijo s pacienti. Kako bi vi reševali to zagato kot župan? Ja, glejte, vsi govorimo o tem, da je to sistemska napaka. Ne? Stranka SD je že, bom rekel, 30 let tudi na vladi z vmesnimi prekinitvami, a ne v državi. In če bi želeli, bi lahko to sistemsko napako odpravili. Vendar je niso. V Velenju so na oblasti 30 let, kar pomeni, da bi lahko velenjski zdravstveni dom bil en pokazatelj, kako je potrebno zdravstvo zrihtati. Pa ga niso. Skratka, ne rečem, da so se pravi zdravniki obremenjeni. Vendar, sami odnosi v zdravstvenem domu, da gre en zdravnik v sosednjo občino, se pravi Mozirje, Nazarje, ne bo mi skoraj težko me kdo prepričal, da ima tam boljše pogoje za delo. Seveda ima pa verjetno drugačne odnose. Ne? In pri teh odnosih se je začelo slabšati 2 leti nazaj, ko smo bili na nadomestnih volitvah, smo isto temo imeli in seveda tudi sedaj se isto ponavlja. Mislim, da so odnosi tisti, ki pa seveda je potrebno pri vrhu zdravstvenega doma, se pravi pri direktorju zdravstvenega doma začeti in tam so se začeli slabšati odnosi. Gospod Dermol, kaj ste torej vi kot župan storili na tem področju? Slišimo slabi odnosi, pa da se vrnemo na lokalno raven, ne? Torej kot župan. Ja, zdaj, da so slabi odnosi, to se vidi, ne? To pravzaprav ne gre zanikati, to gre zgolj potrditi, zakaj je temu tako, je seveda veliko razlogov. Eden je sistemski razlog, definitivno, drugi so pa seveda tudi interni razlogi. Kot župan smo zagotavljali finančna sredstva za izvajanje nadstandardnih storitev, ko smo prejeli tudi pobudo za dodelitev koncesij na Ministrstvo za zdravje, podali pobudo za določitev oziroma za soglasje teh koncesij. Pridobili smo v poletnem času 4 koncesije, ki jih bomo lahko z odlokom tudi razpisali. Tako da odlok je v pripravi, se zaključuje in na naslednji seji predvidevam, da bo odlok tudi že dan na mizo. Tisto, kar pa jaz vedno znova poudarjam, koncesije da ali ne. Koncesija da, če s tem seveda zagotovimo dodatno ali pa višjo zdravstveno oskrbo našim občankam in občanom. Danes pa... Bomo mogli tukaj zaključiti. Gospod Milan Medved, med drugim je direktor zdravstvenega doma pred kratkim napovedal, da bo sam fizično odšel v eno izmed držav bivše Jugoslavije in pripeljal zdravnike. Je to rešitev ali kakšno rešitev vi vidite? No, poglejte, zdravstvo je zelo hvaležna tema na vseh naših soočenjih.
Jaz sem pozorno spremljal tudi tiskovno konferenco, mislim, kasneje sem videl, kaj je bilo vse tu rečeno. In moje mnenje je naslednje: za pogovor sta vedno potrebna dva. Mimogrede, ko sem zdaj v zadnjem mesecu obiskoval številne krajevne skupnosti, je eden glavnih očitkov bil: občina nima posluha za nas. Jaz se samo bojim, da je tudi pri tem, pri zdravstvu tako, ne. Gospod Dermol je večkrat na soočenjih rekel, da se z direktorjem zdravstvenega doma ne more dogovoriti in pogovoriti. Smatram, da je mogoče premalo posluha tudi z občinske strani, kje bi lahko zdravstvenemu domu pomagali. In jaz, če bi bil župan Mestne občine Velenje, ne bi pustil direktorja zdravstvenega doma samega, da gre s svojim avtom, s svojim denarjem iskati zdravnike. Jaz bi ga peljal, če že drugače ne. Se pravi, občina bi dala temu maksimalno podporo. Hvala, gospa izvolila. Črnko, zdaj, če pridejo ti zdravniki, vsi upamo, kje bodo stanovali? Stanovanj ni, občina je povsem na repu po gradnji novih stanovanj. Ja, zdravniki je zdaj ena tema, a ne, to bi sam rada povedala, da kje hodi direktor zdravstvenega doma v prostem času, ni stvar župana, ne. Stanovanja... Ampak to vendar ni njegov prosti čas, verjetno ne. Ja, rekel je, da bo v prostem času šel in v prostem času to počel. Za stanovanja je pa problem ne samo za zdravnike, ampak v bistvu tudi za vse druge. Gre za to, da ti v Velenju ne moreš živeti in zato se tudi izseljujejo, zato ker nimaš stanovanja. Se pravi, ne samo mladi, ki nam grejo že v šole in potem na žalost se nikoli ne vrnejo, ampak tudi mlade družine in starejši in tudi zdravniki, če smo že med njimi, morajo imeti stanovanja. Se pravi, ta stanovanja je treba obvezno zgraditi in to po neki taki, jaz temu rečem, oziroma že rečemo dunajski shemi, ki ni predraga oziroma si jo lahko vsak privošči. Če še ostanemo, ja, stanovanja so nek pogoj, da zdravniki pridejo, pa gospod Hribar, kako bi jih vi zadržali, ne, da bežijo, odhajajo prav v sosednje občine, konkretno? Ja, a zdravnike? Ja, prvi pogoj je menjava direktorja. Jaz sem že na prejšnjih soočenjih povedal po domače, da bi ga nabincal, ne, ker to je nevzdržno. Novinarska konferenca je bila v bistvu bolj zaradi mene, zaradi mojih izjav, ampak spet, kaj je on izjavil na teh konferencah, je izjavil, da boljše ne bo v zdravstvenem domu. Mislim, kako lahko to direktor zdravstvenega doma izjavi. In v bistvu se gre za to, zdaj, a bomo zrihtali zdravstveni dom, a bomo pa povečali pokopališče. Zato tole, kar se dogaja v Velenju v zdravstvu, je adijo pamet. Gospa Šolinc, boljše zagotovo ne bo zaradi sistemskih težav, ne? Kako vi vidite tu rešitve? Vsekakor, no, se smo že ugotovili na vseh dosedanjih soočenjih, da je res rak rana to naše zdravstvo. Mogoče se strinjam s gospodom Hribarjem, ja, če bo potrebno napincati, bo pa tudi potrebno napincati ga, ker to, da nam odhajajo v sosednje občine, gospod bo šel pa iskati v druge države, se pravi, nekaj je tukaj narobe, fejst narobe in to se ne sme dogajati. V tem času vse vidimo, ne samo, da ne prideš do zdravnika, ni specialistov, ni ničesar. V tem obdobju, če samo pogledamo, ko se je COVID zgodil, ogromno otroke, ki danes potrebuje pomoč, se pravi mentalno pomoč. Mi nimamo ambulant, imamo jo občasno, se pravi pri nas prideš na račun, pride otrok po 3 mesecih na potnico za nujno obravnavo. Tako da tu je treba narediti res. Kako torej dostop do zdravnika v Velenju? Poglejte, jaz dodam to. Zdaj, reševati tu situacijo je res problematično, zato ker je cel postopek bil zamujen. Proces reševanja zdravstvenega doma, situacije v zdravstvenem domu je zamujen. Ne, župan pravi, po večkratnih razgovorih se ni dalo rešiti. Mislim, to je zdaj prepozno. Zdaj je seveda potrebno neke drastične ukrepe sprejeti in to zdravstvo pod prioritetno spraviti potem spet v normalni proces. Gospod Črnko, replika pa potem... Ja, jaz bi se vrnila na te odnose, ne. Zdaj smo pri odnosih. Odnose je treba takoj rešiti. Ne to drugo leto, ne čez en mesec, treba je takoj in se začeti pogovarjati. Vemo, na kak način se lahko rešijo odnosi zdravnikov. Vse te, ki so ostali, moramo obdržati v Velenju, da še teh ne zgubimo, ker če ne se bomo vsi vozili po zdravnika v druga manjša mesta v Velenju. Na kak način bomo pa prišli do novih
To pa bo verjetno tudi mogla država z nekim programom in sistemsko rešitvijo priti. Verjetno pa imamo možnost, no, da se Vas moram prekiniti, gospod Medved, res na kratko odgovorite. Ja, nekaj sem pa pozabil, pa se mi zdi izjemno pomembno. Za te težave v zdravstvenem domu in velenjskem zdravstvu pa zaposleni v zdravstvenem domu niso nič krivi. Oni se trudijo, prizadevajo, samo moj občutek je, da so slabo organizirani. To pa je stvar najvišjega vodstva in pa tudi občinske uprave. Gospod so slabo organizirani. Stvar organizacije je seveda strokovno vprašanje, ki ga lahko presojajo tisti, ki delujejo znotraj zdravstvenega doma. Jaz lahko rečem, da sem vsem tem obdobju tudi, še posebej po zadnjem mesecu, opravil ogromno neposrednih pogovorov tudi z zdravniki, ki seveda komentirajo in na glas povedo tudi tisto, kar si mislijo tudi v naših izjavah tukaj, ki jih imamo, pa ne bom o tem danes diskutiral. Predvsem se mi zdi to, da bi jaz kadarkoli seveda ne podprl nekoga, ki je pripravljen zdravnika pripeljati v naše okolje. To ne drži. Mi imamo kvoto službenih stanovanj, ki jih namenjamo zdravnikom. V zadnjih letih je prišlo 36 zdravnikov v Velenje, odšlo jih je 6 ali 7 in še enkrat toliko se jih je upokojilo. Skratka, mi moramo ali pa lahko vzpostavljamo pogoje, zato da ko zdravnik pride, ima stanovanje, ima dostopen vrtec, da ima vse tiste pogoje, da lahko normalno se vključi v življenje in da lahko nudi storitev. To, da pa manjka storitev... Se opravičujem, replika se vam je iztekla že. Gospod Strozak, ste želeli? Ja, jaz bi tudi to povedal, da recimo številke se zdaj razlikuje. To, kar je zdaj povedal gospod Dermol, pa to, kar je na novinarski konferenci povedal direktor, ki je rekel, da je v njegovem mandatu odšlo 5 zdravnikov, prišlo jih je 23. V naslednji izjavi je pa dejal, da je primanjkljaj prihoda zdravnikov. Torej, jaz matematiko obvladam, saj mislim tisto osnovno šolsko, da vem, če je 5, pa če jih 23 pride, pa to odšteješ, imaš 18 zdravnikov viška. V tem primeru pa ni tako. Tako da tu bi se mogla bom rekel, direktor in pa župan uskladiti s številkami, če že glih številke pogovoriti. Gospod Hribar je želel reči. Ja, ko poslušaš te številke, dobiš občutek, da vse štima, ampak v realnosti pa tako ni. Jaz imam tudi sina 19 starega in ne dobil osebnega zdravnika v Velenju. Okoli teh odnosov bi pa rekel, odgovorni direktor in nihče drug, tako kot je rekel gospod Medved. Še kakšna replika morda, če ne zaključimo ta krog? Gospod Dermol, želite vi? Ne, saj ni. Prej ste bili izvani glede matematike, mogoče vendar le pojasnimo, kako je sistem. Poglejte, potrebno vedeti, kaj so v številki zajeti. Ali so zajeti zraven pripravniki, specialistične ambulante ali zgolj primarna ambulanta. Skratka, jaz imam realne številke, kaj se je dogajalo od leta 2016 znotraj zdravstvenega doma, s katerimi podatki, na kakšen način jih je pa direktor interpretiral, je pa seveda mora pa sam pojasniti, ampak to so podatki, ki sem jih dobil. Se pa strinjam, vse zdravnikov ni dovolj in tudi ljudje v zdravstvenem oziroma v Velenju ne dostopajo do svojega zdravnika. Po drugi strani imamo pa seveda paciente, ki ne prihajajo z našega okolja, od drugod znotraj naše regije in imajo osebnega zdravnika tukaj. To je pač sistemsko, takšen sistem je in mimo tega enostavno tudi jaz kot župan seveda ne morem niti sistem in zakonodajo potrebno spoštovati. Tako, hvala za zdaj v tem krogu. Dobrodošli nazaj, bližamo se koncu. Zbrali smo še nekaj vprašanj, ki tarejo občane in postavili vam jih bomo povsem naključno. Začeli pri vas, gospod Medved. Bi vi Rudarsko cesto sredi mesta zaprli za promet, da ali ne? Ne. Ne bi jo zaprl. Jaz mislim, da je bilo tu, da so bili tu številni poskusi, testi, menjave in nasplošno se mi zdi, da je mnenje občanov, da te ceste ne bi zapirali. Bi iskal neke druge rešitve, takole iz rokava jih ne morem zdaj le stresti, vendar s prometnimi strokovnjaki bi se po tej temi temeljito pogovoril in našel ustrezno rešitev. Gospa Črnko, Velenjski grad datira tam nekje v 17. stoletje. Nima statusa kulturne dediščine državnega pomena. Kako to urediti? Ja, gledajte, najprej verjetno se treba pogovoriti, na kak način iti v samo zadevo. Zdaj recimo ministra za kulturo imamo na svoji stranki, se mi zdi, da je to še najmanjši problem, da se uredi. Konec koncev tudi v Velenju bomo mogli kulturno dediščino pripisati infrastrukturi, ki bo ostala za
po rudarjenju, ki jo tudi v Velenju imamo, in potem vse skupaj povezati v neko zgodbo za turizem. Gospod Hribar, že prej smo ugotavljali, da Velenje ni privlačno mesto za mlade in izobražene, po študiju se ne vračajo nazaj. Kako bi vi jih privabili, pritegnili nazaj? Ja, dobro vprašanje. Ja, mogoče bi končno začeli razmišljati v kakšni univerzi v Velenju, ker šolajo pri nas v bistvu elektrotehnike, rudarje, drugače pa nekega šolanja za privlačnega za mlade ni, ne, in to je težava. Nimamo niti dijaških domov, nič nimamo, ne. V bistvu zato pa mladina odhaja. Niti služb ni, niti izobrazbe ni to. Gospa Šolinc, v Velenju se je dobro prijel ta lokalec, ki vozi že več kot 10 let, ampak bil je napovedan avtobus na vodik. Kaj vi mislite, kaj se da v tej smeri storiti? Ja, verjetno se da veliko narediti. Vse se že kažejo po drugih občinah, da imajo in električne zadeve in vse te zadeve. Tako da tudi na tem področju bi se pri nas dalo veliko narediti. Kaj konkretno? Ne vem, mogoče električna vozila za začetek. Ne vem, tudi vodik v skrajnem primeru. Je pa za pozdraviti ta lokalec, ki že res dolgo dela. Ljudje vidim, da ga zelo uporabljajo. Mogoče se malo ljudje tudi pritožujejo nad tem, da določeni kraji niso pokriti. Ampak načeloma ja, če se gremo zeleno, pa se pejmo zeleno in dajmo vse te opcije, ki jih ponujajo, vzeti. Gospod Dermol, Velenje nima odprtega letnega bazena, bi ga vi mogoče zgradili? To bodo povedali tisti, ki se bodo s športom ukvarjali v prihodnje, predvsem bo pa to določila strategija za razvoj športa, ki se začne z naslednjim letom pripravljati, istočasno kot nacionalna strategija za razvoj športa, tako da tudi ta projekt sem prepričan, da bo identificiran in če bo med prioritetnimi projekti, potem gremo seveda tudi v tej smeri. Gospod Strozak, če se dotaknemo, ruši se v Velenju dom za varstvo odraslih, ne? Pred nekaj leti so ga energetsko obnovili, denar je prispevala tudi občina. Kaj bi vi storili zdaj? Ja, jaz mislim, da je to velika napaka občinske oblasti. Namreč ta dom, se pravi zgradba sama je stara 30 let, pred 4 leti je bila energetsko obnovljena, pomeni, to je mlada zgradba, ne. Jaz na mojem mestu, če bi jaz bil kot župan, bi naredil dom za ostarele na drugi lokaciji, recimo Rakova Goša je tam idealno, ker je zraven park in ni nobenih glavnih cest zraven in bi se lahko ti starejši občani sprehodili do parka. Tu bi pa naredil recimo stanovanja za mlade ali pa tudi varovana stanovanja, namreč zdaj se gradijo varovana stanovanja na Žalovi cesti, 12 stanovanj, investicija 2,5 milijona. Mislim, da bi samo v to zgradbo, če bi ostala, lahko vložili kak milijon in bi dobili tam cirka 30 ali pa še več stanovanj. Gospod Dermol je bil direktno izvan, pa potem gospod Medved. Ja, gospod Strozak, dom za varstvo odraslih ni občinski lasti, to je v lasti države. Investicijo vodi država in Evropa in država ne podpirajo več novogradenj domov za varstvo odraslih, ampak zgolj sanacije. In občina pri tem nima nič, zgolj to, da je aktivno sodelovala pri komunalnem prispevku in pri služnostih in da je vzpostavila tiste normative, ki so v naši pristojnosti, zato da se je ta nadgradnja oziroma sanacija tega doma lahko začela. Ja, moja replika bi bila sestavljena iz 2 delov. Najprej čisto konkretno, jaz, če bom župan mestne občine Velenje, če dobim to priliko, bom naredil vse, da Velenje dobi mestni bazen in pa, da dobi pokrito, mislim, da dobi stalno tržnico, ker je eno redkih mest, da nima stalne tržnice in to res ni prav. In pa drugo, spet spoštovanemu kolegu Hribarju, pa nismo nič dogovorjena okrog tega. Že pred 10 leti in več sem sodeloval v razgovorih, da bi v Velenju naredili politehniko. To je združenje več fakultet, imamo dobro osnovo za to, fakulteto za energetiko, tudi šola za varstvo okolja, visoka šola je zdaj postala fakulteta, in pa imamo enega najboljših šolskih centrov v Sloveniji, šolski center Velenje, ki ima mehatroniko in še kar nekaj zelo zanimivih programov, ki bi bili primerni za šolanje v naši občini. Gospod Hribar, lahko odgovorite? Ja, jaz bi kot župan sem takoj za bazen, obvezno letni bazen, rekel bi pa okoli teh vodikovih avtobusih. Jaz sem kot mestni svetnik že takrat bil skeptičen okoli tega, a bo to kdaj realizirano, sem dvomil. Zdaj me zanima, kaj je s tem denarjem, tež pač dolguje nek denar občini in s tem denarjem bi mi mogli te avtobuse kupiti. Po drugi strani,
nam pa v mestu imamo slabo organiziran taksi službo. Ne. Med tednom po 22 uri v Velenju ni taksija, ne. Da bi se morala občina tudi tega lotiti. Gospod Drmol želi repliko. Ja, za pokrito tržnico imamo predobreno gradbeno dovoljenje, reševalo se bo v okviru celostnih teritorialnih naložb v naslednji finančni perspektivi. V stari elektrarni pride vstopna točka za univerzitetne programe, pripeljali bomo dodatne vsebine fakultete za energetiko, fakulteto za polimere, fakulteto za varstvo okolja in pa, kar se tiče vodikovih avtobusov, po informacijah, ki jih imam izpred nekaj trenutkov, naslednji ponedeljek bodo tesno tudi v termoelektrarni Šoštanj že prvi avtobusi na vodik. Gospod Strozak želi repliko. Ja, jaz bi želel samo to povedati, mogoče odgovorim nazaj za Dom za varstvo odraslih. Mislim, da stvar dogovora bi se lahko tudi z Evropo in pa z državo zmenili okoli tega za zamenjavo zemljišč in tako naprej. Potem naprej bi še tudi rekel, seveda bazen nujno potrebujemo, mi smo včasih preživeli ogromno časa na bazenu, a ne. Me pa zanima, kaj je z Centrom bogatene realnosti, ki je občina ustanovila DOO pred 2 letoma, a ne, in tja financirala 208 000 evrov in z tega se pa jaz nisem zasedil, da bi se karkoli dogajalo. Boste potem odgovorili, gospod Medved želi, boste na tole zadnje vprašanje Na dveh spet, ja. Na komu replicirate in na katero temo? Ne samo tole rečem, da smo malo v neenakopravnem položaju s sedanjim županom, gospodom Drmolom. Nas bi morali spraševati, kaj bomo naredili, ker še te prilike nismo imeli. Njega bi pa bilo treba kar vprašati, kaj so naredili v preteklem obdobju, ker veliko od teh lepih idej, lepih projektov, o katerih se danes govori, so že dolgo znani, pa ne realizirani. Zato vas mogoče vprašam, kaj boste vi v stari elektrarni, če boste izvoljeni kot župan, naredili? No, vsekakor bi morali narediti nekaj takega, da bo prinašalo zaslužek, ne samo prinašalo stroške. To bo idealna lokacija v neposredni bližini izvoza z avtoceste. To bi lahko bil projekt največjega turističnega zanimanja in je treba res preudarno premisliti, kaj in kako. Hvala. Bili ste izvani gospod Drmol, potem pa gospod Šolinc. Kar se tiče, gospod Strozak je verjetno mislil Core Center, je aktiven, podjetje ima svojega direktorja, je že začelo tudi z izobraževalnimi vsebinami. Na področju virtualne resničnosti, tudi brezplačno je mestna občina Velenje ponudila to storitev osnovnim šolam in pa z Ministrstvom za šolstvo se sedaj tudi aktivno pogovarjajo o tem, da postane to tudi del obveznega izobraževalnega programa. Kar se tiče stare elektrarne, stara elektrarna je bila do danes v lasti Premogovnika Velenje, ravno v teh dneh smo jo odkupili. In seveda, že takrat, ko je gospod Medved vodil Premogovnik Velenje, bi lahko staro elektrarno kaj naredili. Hvala lepa, gospod Šolinc. Ja, danes je dosti omenjeno tudi o uvedbi novih fakultet. Super, krasno, fajn, dobro se sliši, ampak bomo mi kaj razmišljali, mi nimamo enega študentskega doma. Mi moramo v prvi vrsti en študentski dom zgraditi, da bomo neke kapacitete sprostili, da bomo mi imeli, ker vemo, da je problematika stanovanjska pri nas je zelo velika. Pa tudi prostora nimate za graditi, ne, v končni fazi, gospod Medved. Ja, naj tole repliciram na staro elektrarno. Res je, Premogovnik Velenje je pred več kot 10 leti imel projekte, pa so jih nažalost ljudje ne iz vašega kroga, gospod Drmol, ker še takrat niste bili tu, ampak iz širšega kroga vaše stranke preprečili. Tako kot so pomagali preprečiti tudi nadaljnji strateški, prestrukturiranje premogovnika v tistih najbolj zlatih časih. Gospod Hribar. Ja, jaz bi rekel, kot tele stare elektrarne, jaz se bojim, da bo to še ena vreča brez dna in da ta denar, ko bo šel spet za te projekte, bi bilo bolj smotrno porabiti za mlade, za starejše, za karkoli, ker se bojim, da bo to spet katastrofa. Gospod Drmol, bili ste izvani na kratko in še potem gospod Strozak. V katerih krogih mojih ali kakšnih preteklosti jaz ne bi izgubljal besed, jaz sem zadnje 2 leti župan, zato bom tudi prevzemal odgovornost. Kar se pa stare elektrarne tiče, to so namenska sredstva, teh sredstev ni mogoče, bom rekel, prenašati zdaj na mlade pa stare, pa graditi ne vem kaj, vse si bomo tukaj za to mizjem zamislili. V območnem načrtu pri pripravi strateških dokumentov je bila stara elektrarna prepoznana kot ključen projekt in je danes tudi prioritetno tako opredeljena strani Evropske komisije, države in tudi lokalne skupnosti. Hvala lepa. Ja, bile so še replike, ampak žal čas kaže, da smo izrabili, kar smo bili na voljo. Zadnje besede ne boste imeli vi, župan, čeprav vemo, da aktualni ima vedno malce prednosti v teh predvolilnih bojih. Zadnjo besedo o tem, kdo bo vodil Velenje, imate namreč zdaj vi, volivci.
To nedeljo obkrožite kandidata, ki vas je prepričal, da bo najbolje zastopal interese mesta in občanov tudi v procesu zelenega prehoda. Najmanj 175 milijonov evrov bo na voljo do leta 2027. Dobro premislite, komu jih boste zaupali. Hvala vsem kandidatom za obisk v studiu, vam pa za pozornost. Jutri ne zamudite še zadnjega soočenja pred prvim krogom lokalnih volitev. V studiu bodo kandidati za župana Mestne občine Ljubljana.